5.10.14, po kristjanskem koledarju 2014, tož direkt. Tokratna tema, brezmejnost, drugi del. Za vse, ki gledate ta video in niste videli prvega dela, najdete ga pod iskalnim pojmom tož direkt brezmejnost. Torej, spoštovani, želim dodati k prejšnjemu videu še tole. Nahajam se dejansko tukaj zelo blizu rojstnega kraja Adolfa Hitlerja. In ko tako pomislimo, kaj vse je v tej v bistvu mladi zgodovini človeštva, človek vse je sproduciral, da bi uničil življenje in planet, nam mora biti tudi jasen ta fenomen. Kot rečeno, ustvarili smo sociološke meje, sociološke zakone, ki dejansko nadvladujejo vsaj v glavah večine ljudi naravne zakone. In po taki logiki se zgodi to, da imamo denimo nek fenomen, v tem videu naj ga predstavlja sedaj ta kamen, ni važno zdaj, kaj bi naj ta fenomen bil, ampak to naj bo model. In potem se dogaja to, ker nimamo nekako tudi univerzalnega sociološkega, vsaj či drugo ne, dojemanja sveta, da potem na univerzalni naravni fenomen gledamo iz večjih zornih kotov in dejansko s tem izkrivljamo sliko realnosti. Kajti naravni zakoni so univerzalni, so takšni kot so in jih ni možno interpretirati z x različnih stališč. Pri socioloških fenomenih pa se nam dogaja dejansko to in zato nam ne uspe ustvariti družbe blaginje, ampak imamo sedaj tisto formulo 99% izkoriščenih in 1% ultra bogatih. Oziroma včeraj, ko smo imeli tu večerjo, sem se spraševal, prinesli so nam hrano, nekaj ljudi ni pojedlo, da je tudi na nek način absurd, da lahko bi še stisnil tisto 2 grižljaja človek vase, ampak je kar navajen, da je hrana nekaj samoumevnega in jo pusti na krožniku. In tako sem opazoval, koliko hrane je ena taka rica dejansko odnesla z mize in karkoli z njo naredijo ali jo zavržejo. Upam, da vsaj naredijo tako imenovane pomije, s katerimi nahranijo živali. No in sočasno sem razmišljal, kaj bi dal bogi afriški otrok, pa ne bomo rekel bogi, oziroma rečemo raje izkoriščen, zato ker je v tem času že žrtev predhodnih generacij. Kaj bi dal afriški otrok, da bi samkrat v svojem celotnem življenju lahko sedel za mizo in pred sabo videl za njegove razmere neomejeno količino hrane in pijače. In mi tukaj živimo kulturo, kjer se nam zdi samoumevno hrano metati stran, kot da je to nekaj, kar ne bo nikoli zmanjkalo, kar je v neomejenih količinah prisotno in predvsem nekaj, kar se ne ceni. Jaz se spomnim, ko sem bil otrok in me je oče podučil, ko so bili oni mladi, ker mi smo že bili tista generacija, ki smo si drznili protestirati, češ da mi pa že ne bomo tega in tega jedli, in smo uspeli vsaj babice takrat prepričati, da pa nam ne rabijo nečesa servirati in so nas, kar lepo odkrito priznajmo, razvadile. No skratka, in takrat sem prejel od očeta nauk, da ko so bili oni otroci in je padel kruh na tla, ga je bilo treba pobrati in poljubiti kot dokaz, da se ga ceni. In še ena zgodba od mojega najboljšega prijatelja, ko mu je tudi nekaj let nazaj babica razlagala, boste še vi videli, ljudje, ko ne bo več tako samoumevno, da bo na vsaki mizi hrana in da bo vsaka soba topla. In v času tako imenovanih debelih krav se nam je to seveda zdelo, kaj ta stara tu blodi, a nima pojma. In dejansko lahko s temi svojimi izkrivljenimi potem sociološkimi pristopi uničimo to, kar bi moralo biti. Planet generira in vsebuje zadosti za vse, prišli smo pa tako daleč, da manjšina skoraj da neomejeno žre, pa ne samo hrane,
medtem ko vse več ljudi tone v revščino in bedo. In še najbolj bizarno vsem je, da bi se vse to dalo preprečiti. Tako, spoštovano občestvo, razmislite o tem. Jaz pravim, da sociološki zakoni ne smejo dominirati zakone narave, zakonov narave seveda, in da moramo skupaj delati na tem, da ustvarimo družbo blaginje in sistem, kjer človek sreča človeka in še tudi širše in ne sreča nekega drugega državljana in se ga boji, kar so tudi ostanki vojn in železne zavese in tako naprej, ampak ve, da je srečal nekega potencialnega partnerja, s katerim bo lahko izgrajeval boljši svet. In to filozofijo si moramo namestiti v glavo. Išči v soljudeh tiste elemente, s katerimi lahko potem skupaj izgrajuje ta boljši svet. Kajti, vkolikor bo šlo naprej tako, kot gre sedaj, bo poguben svet in tega si ne želimo.